Bistveno. Zbrali smo se o posebnem, za vse nas izjemno pomembnem dogodku, slavnostni predaji novih gasilskih vozil javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana. Slovesnost je veliko več kot zgolj tehnična okrepitev voznega parka. Gre za dogodek, ki potrjuje zavezanost Mestne občine Ljubljana, da skupaj s poklicnimi in prostovoljnimi gasilci skrbi za varnost vseh občank in občanov. Vse investicije, predaje in druge pridobitve so za nas pomembne, saj se na ta način lahko izognemo pretirani iztrošenosti, predvsem pa zagotovimo, da gasilka oziroma gasilska operativa vedno razpolaga sodobno in zanesljivo tehniko. Vozila, ki jih v gasilski brigadi Ljubljana ob teh zamenjavah nadomeščamo, so še dovolj dobro ohranjena, da jih lahko predamo prostovoljni gasilski strukturi. Tam pa še vrsto let služijo svojemu poslanstvu, zaščiti in pomoči sočloveku. Uvodoma bi k besedi povabil poveljnika javne gasilske službe Tomaža Kučiča, da nam vsem skupaj nameni nekaj besed. Spoštovani župan Mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković, cenjeni gostje, predstavniki medijev in drugi člani ljubljanske gasilske službe, lepo pozdravljeni na današnji slovesnosti. Gre v prvi vrsti za simbolno dejanje, s katerim želimo pokazati, da se v Mestni občini Ljubljana investicije v gasilstvu izvajajo na podlagi celovitega in pretehtanega načrta opremljanja ter strategije razvoja ljubljanske gasilske službe. Za uresničevanje tega načrta je potrebno zagotavljati zadostna finančna sredstva, zato v Mestni občini že vrsto let sofinanciramo nakupe vozil prostovoljnih gasilskih društev, po ključu 70% vrednosti investicije iz proračuna mestne občine in 30% sredstev iz gasilskih društev. Hkrati ob nakupih novih gasilskih vozil v gasilski brigadi Ljubljana izvajamo brezplačno predajo nadomeščenih gasilskih vozil s celotno njihovo opremo prostovoljnim gasilskim društvom. Investicije gasilske brigade se v celoti izvaja z javnimi sredstvi. Mestna občina Ljubljana je v zadnjih 3 letih, od leta 23 do 25, namenila za nakupe gasilskih vozil in opreme sredstva v višini 5 milijonov 600 tisoč evrov. Danes v uporabo predajamo gasilska vozila, ki so bila kupljena lani in letos. Njihova vrednost znaša nekaj manj kot 2 milijona 100 tisoč evrov. Pri tem pa velja poudariti, da leta še ni konec.
saj bomo v gasilski brigadi do konca leta realizirali še nabavo nove gasilske avtolestve in vozila za tehnične intervencije v skupni vrednosti 1 370 000 evrov. Vozni park Gasilske zveze Ljubljana pa bo v jesenskih mesecih okrepilo novo poveljniško vozilo v vrednosti 80 000 evrov. Vse to ne bi bilo mogoče brez razumevanja ustanovitelja in skupnega strokovnega dela odgovornih sodelavcev v gasilski organizaciji in v službah mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Zahvala gre našemu županu in podpori vseh odgovornih v mestni občini. Iskrena hvala. Hvala lepa poveljniku. Zdaj, če na kratko kaj povzamemo, oziroma če se kaj zapomnimo, je v bistvu to, da smo slišali, da imamo neko strategijo, imamo nek načrt in vsekakor vse to vodi tudi do današnje slovesnosti. In sicer današnja predaja vozil je več kot investicija v tehniko. Je potrditev odličnega sodelovanja vseh struktur sistema zaščite in reševanja v Mestni občini Ljubljana. Gasilske brigade Ljubljana, Gasilske zveze Ljubljana, 38 prostovoljnih gasilskih društev, oddelka za zaščito in reševanje Mestne občine Ljubljana ter drugih podpornih služb državnega sistema, brez katerih ne bi bilo hitrega in usklajenega odziva. V središču tega sodelovanja so ljudje, gasilke in gasilci, operativke in operativci, podpora zaledja, občanke in občani, ki z odgovornim ravnanjem pomagajo, da je mesto varnejše. Ponosni in veseli smo, da Mestna občina Ljubljana s partnerskimi organizacijami že vrsto let vztrajno vlaga v opremo, usposabljanje in preventivo, ker vemo, da je odpornost skupnosti zgrajena na 3 stebrih. Pravočasna priprava, zanesljiva tehnika in povezane ekipe. Sedaj pa vabim gospoda župana, ki za mojim hrbtom že pravi, da je to njegov slogan, na oder. Dobar dan želim, leta so tu in sem glih preveril pri poveljniku, ko smo imeli enkrat team building, ta slogan, ki je postal zdaj ponarodil, ampak vidim, da piše vzad, pa ga ne bom ponavljal. Najprej čestitke k izjemnemu delu in zelo enostavno je prijeti na sejo mestnega sveta predlagati to, kar gasilci dobite. In moram priznati, da v vseh teh letih ni bilo niti enega glasu proti. Imate izjemnega poveljnika, izjemno vodstvo, izjemni ste sami in to, kar pravim, bom še enkrat ponovil, da naraj vidim, da vse to, kar imate, uporabljate le za vaje, da ni nobenih nesreč. Osebno si sam ne želim več tistih poplav, ki so bile na zadnje v Snibelskem nabrežju in drugje. Takrat ste pokazali tisto svojo moč, svojo pogum in tudi to, da so vam meščanke, meščani in vsi ostali na prvem mestu. Jaz osebno sem ponosen tudi na to, ko se pripravite in greste na pomoč drugim krajem po Sloveniji, tudi izven Slovenije, in nikoli ne bom pozabil tega vašega odhoda. Takrat je bila Bijeljina, če se ne motim. Spremljal sem vas na pot in ko ste prihajali nazaj, sem vozil za vami. Kako je lepo bilo videti to našo kolono vozil z ljudmi na pravem mestu. In zato mi bo tudi en pogovor, ko me klical župan, pa je rekel, šalje nam samo Slovence, oni samo rado, ovi Italijani so samo po kafanama. In to je ta naša prednost, da ste res odgovorni, da znate in tudi pri vseh teh vozilih je tudi v tej dejavnosti, v tem območju človek na prvem mestu. Ste pravi ljudje, sem vas vesel, sem ponosen na vas in ustrajte tako. Jaz sem mislil, da bom rekel, da bo do konca tega mandata že selitev na novo lokacijo, da pač moram popraviti to, pa ne zaradi sebe, ampak sem prepričan, do konca tega mandata se bo začela graditi tudi južna postaja. Dogovor glede same organizacije dela je pripravljen, je sprejet, čakamo v bistvu samo še 2 dokumenta strani države in potem gremo vselo na delo. Istočasno naslednji mesec začne graditi Barjanska cesta, smo pred fazo pogajanja, tako da bo ta kraj jug dobil ves bližji
in meni je poveljnik zaupal, ker so tudi na jugu, da s tem skrajšate 5 minut odzivni čas za to področje. S tem bomo nekako to rekli, tisto, kar je namenjeno gasilski brigadi. Še enkrat hvala lepa za vse in skrijem čestitke. In me je popravil, jaz sem rekel, imamo 35 prostovoljnih gasilskih društv, pa vidim, da je prav 38, ampak jaz računam samo tiste, ki so v čudovni skupnosti, ne tiste, ki so v industrijskih obratih. In tudi na tem področju se veliko dogaja, tako da urejamo tudi dokumentacijo zemljišča in srčno upam, da bo gradnja se začela v tem mandatu še vsaj na 2 lokacijah. Danes je pa en lep dan, kako skrbite za kolege, ki so v prostovoljnih gasilskih društvih in kot enotna moč, da nihče nič ne more. To, kar vi lahko skupaj naredite, vi in vseh 35 oziroma 38, smo lahko na pomoči in za vzor celoti Sloveniji. Na koncu čestitke v predaji teh vozil, vam pa hvala za vse, kar ste naredili in kar boste naredili. In če še rečem ti zadnji stavek, samo osebno mirno spim, ker vem, da vas imamo. Tudi, ker je bil ta požar v študentskem domu, ste bili vi prvi in upravili tisto, kar je bilo treba. Prevzeli ste vlogo odločevalca, rešili ljudi, rešili stavbe in obenem omogočili uradnim organom, da pravijo svoje delo. Še enkrat hvala za vse doslej. Čakali bomo tudi to novo pridobitev, ki bo prišla konec leta, tudi poveljniški avto, tako da če bomo da jih hotel imeti prevozne v teh časih, upam, da bo vpeljal poveljniški avto, ampak to je pa za čestitke, hvala lepa in pa srečno. Hvala lepa gospodu županu za vse izrečene besede in tudi na povedi za naprej. In sicer skupaj gradimo odpornost in tako zagotavljamo najboljši servis meščankam in meščanom mesta Ljubljane. Seveda, če bi dal zdaj spet županu besedo, bi me najbrž popravil, da je to seveda najlepše mesto. In tako je tudi prav. Spoštovani. No, tako, ja, vsi se kaj naučimo in to je tudi pomembno. Spoštovani, prišli smo do osrednjega trenutka današnje slovesnosti, same predaje vozil v uporabo. Danes nam bo župan, gospod Zoran Janković, predal kar 10 gasilskih vozil. Nekaj jih bom naštel, oziroma naštel bom vse, kako pravzaprav grejo te menjave in novitete. Gasilska brigada Ljubljana, osrednja poklicna gasilska enota, ki s svojo strokovnostjo in opremljenostjo predstavlja hrbtenico gasilske službe v mestni občini, te bomo danes podelili. 2-krat vozilo za gašenje in reševanje, to so vozila na moji levi strani za oznako številko 2 in 6. Naslednje vozilo, gasilsko vozilo za gozdne požare. 6 prostovoljnih gasilskih društev bo dobilo, in sicer ki s svojo požrtvovalnostjo članov dopolnjujejo in podpirajo poklicno gasilsko službo ter skrbijo, da je varnost v lokalnih skupnostih vedno zagotovljena, bomo predali naslednje. Gasilskemu društvu, prostovoljnemu gasilskemu društvu Prežganje, GVC 2450 oziroma oznaka GVC 2, za Dobrovas Nebarje, avtocisterno za oznako GVC 3, prostovoljno gasilsko društvo Vič, GVC 2, prostovoljno gasilsko društvo Trnovo, GVC 1625 oziroma oznaka GVC 1, PGD Bizovik, GVC 1625, torej GVC 1 in pa Podotik VGV, večnamensko gasilsko vozilo. Izpostavil bi, da so vozila PGD Prežganje za Dobrovas Nebarje, Podotik, nova vozila, PGD Vič, Trnovo in Bizovik pa so v uporabo predana strani Gasilske brigade Ljubljana. Gasilski zvezi Ljubljana, ki povezuje in krepi prostovoljno gasilstvo, v naši prestolnici pa predajamo glede na prej navedena vozila nekoliko specifično vozilo, in sicer popolnoma na desni strani 4-kolesnik za opazovanje in logistično podporo za najbolj zahtevne terene. Oznaka je GVO. Vsako od teh vozil ima svojo zgodbo in svoje poslanstvo. Od težkih vozil za gašenje in reševanje do terenskih vozil, namenjenih posredovanju v težko dostopnih predelih.
Skupaj tvorijo celoto, ki bo omogočala še hitrejše, učinkovitejše in varnejše posredovanje. Na tem mestu bi poudaril, da smo v letih 2024 in 2025 dobavili oziroma prevzeli več kot samo danes predstavljenih 10 vozil. Naj naštejem tudi te. GVM kombinirana vozila za PGD Zgornji Kašelj, Vič, Brdo in Gasilsko zvezo Ljubljana. GVGP za gašenje požarov v naravnem okolju, za prostovoljno gasilsko društvo Slape Polje. GVC kot osnovna gasilska vozila za PGD Trnovo in Stanežiče Dvor. Za gasilsko brigado Ljubljana pa GVM in gasilsko cisterno, ki nosi oznako številka 15. Poleg vozil smo razpoložljiva sredstva investirali tudi v osebno zaščitno opremo gasilcev. Sisteme za telekomunikacije in nadgradnje ostalih področij za nemoteno zagotavljanje ustreznega odziva na intervencije skladno z načrti in strategijami razvoja. Današnjo slovesno predajo bomo sicer malenkost manj slavnostnem okolju nadaljevali tudi jutri, ko bomo prostovoljnim gasilskim društvom razdelili več kot 100 kosov osebne zaščitne opreme, sredstva, radijskih zvez in druge opreme. Spoštovani gasilci, naj bodo ta vozila vaš zvesti spremljevalec na poti, kjer boste še naprej uresničevali svoje poslanstvo. Pomagati ljudem v nesreči, varovati naše mesto in ohranjati našo naravo. Naj vas vedno varno pripeljem na kraj intervencije in predvsem varno nazaj domov. Spoštovani župan, prosim, da skupaj z ekipo slavnostno predate vozila. Viva! Okrog, nalej, hop! Na mesto, odmor!
Тут se vidno, a je on zdaj prišel z dobro. Čestitam. Dobro, korona. Ja, hvala smo župani, so se podpod. Teče dobro. Dobar, zdaj bodo lahko Trjani še bolj mirno spali. Jaz se dobro predstavitev, da sem bil kaj pri vas. Hvala še enkrat. Žganci so pa tisti, ki morajo tudi se predvsej nase zanesti. Traja v teden, vidimo izdelino. Jaz sem upam, da niso lahko hitre prijavne volimo po izdeline gore. Da ne bo podpisi, čestitke, što se dobro. Ja, zbira ključa. Prije spolno. Tega svojega najmanjši. Še na drug sam se dajem. Mirno! Okrog, nalevo! No! Mesto prosto. Lično. Hvala lepa poveljniku tega ešalona, Ažbetu, in sicer kot se spodobi, naj v svoji modri barvi, in sicer v trepajoči modri barvi, zasijajo vsa predana vozila. Vozniki, izvolite. Namensko ne bomo izvajali hrupa, zato pa ga naredimo mi s svojim aplavzom. Odlično. Hvala lepa seveda za to predajo, gospodu županu. In sicer, spoštovani, varnost naših občank in občanov za vse, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanje, uvrščamo med primarne naloge. Zato takšne intervencije niso le nujne, ampak tudi vredne vsakega evra. Z novimi vozili danes ne predajamo zgolj rdečih vozil in opreme, predajamo orodja, ki bodo našim gasilcev pomagala reševati življenja.
varovati premoženje ter ščititi naše okolje. Ponovno vabim za nekaj besed poveljnika javne gasilske službe, gospoda Tomaža Kučiča. Večina stvari smo danes povedali, ampak da ne bomo danes na tem dvorišču občudovali samo bleščeče pločevine in sodobne gasilske tehnike, želim spomniti na dejstvo, želim spomniti na dejstvo, ki so se ga zavedali tudi že naši predniki. To pa je, da je tudi najsodobnejša tehnika sama na sebi samo mrtva stvar. Šele moštvo, torej ljudje, dajo tej tehniki življenje, gibanje in smisel. Čim težavnejše so naloge, tem boljše in popolnejše mora biti naše orodje. In hkrati tem številnejše in bolj izurjeno mora biti moštvo, da bo delo dobro upravljeno. V imenu ljubljanskih gasilcev vam zagotavljam, da bomo storili vse za to, da boste vi in naši prebivalci še naprej upravičeno ponosni na vaše ljubljanske gasilce. Hvala lepa poveljniku, ki je tudi že nadaljeval oziroma malenkost prej povedal naslednjo misel, in sicer zaključek. Slavnostno predajo vozil smo pripeljali do konca in z mislijo oziroma zaključkom, da je moč gasilstva vedno v ljudeh. Vozila, orodje in tehnologija so le pripomočki. Resnično vrednost predstavljajo ljudje, prostovoljci in poklicni gasilci, ki vsak dan za izjemno predanostjo opravljajo svoje poslanstvo. Hvala vam, da ste vedno tam, kjer vas najbolj potrebujemo.